Dejan, pozdravljen. Pozdravljena. Tukaj se nahajava sedaj v tvojem športno-rekreacijskem centru. Kaj se vse dogaja tukaj? Ja, predvsem bom rekel se veliko boksa. Rekreacija, olimpijski boks, profesionalni boks, individualni treningi in še veliko vsega. Tako da v bistvu si nekako popolnim celoten dan. Ampak kdo prihaja sem? To je zelo specifičen šport, ne? Tudi če gre samo za rekreacijo. Koga vse to zanima? Pravzaprav zanima vse, ki so željni, bom rekel, nekako početi nekaj s svojim telesom, doprinesti k boljšemu fizičnemu in pa seveda psihičnemu počutju in pa radovedneži, ki jim potem je že velikokrat žal, da že prej niso tega odkrili, kajti gre za popolnoma drugi pristop, drugo dejstvo, kot ga imajo predhodno nekako v svojih glavah. Seveda tukaj ni udarjanja, tukaj ni tistih prizorov, ki smo jih videli preko mene na tekmovanjih. Seveda to je samo za tekmovalce, za rekreacijo pa je to ena, bom rekel, najbolj idealnih sprostitev, psihofizičnih in pa seveda tudi lepih, iskrenih socialnih stikov. Veš, gledalci si težko znajo verjetno predstavljati boks pa rekreacijo, ne? Če bi ti to malo opisal, kaj zdaj v tak en trening spada? Ja, z lahkoto. Jaz bom rekel, da predvsem tujina je temu vešča na zelo visokem nivoju. In pa da je to eden tudi lahko najcenejših športov po rekreaciji, kajti konec koncev je zelo malo potrebnega. Drugače seveda veliko delamo na motoriki, na pliometriji, agilnosti, kondiciji, fizični moči, seveda kar je potem podkrepljeno s tem, da tudi neka psihična stabilnost raste, se stabilizira in pa tisto, kar je najpomembnejše, kot sem že rekel, to druženje, medsebojna izmenjava, pozabljanje tisti vsakodnevni stres in pa, bom rekel, vedno je nekaj novega, pa ne toliko novega z vsebino, ampak ko določena oseba pride in spoznava del svojega telesa in vedno se nekaj rodi novega zaradi kompleksnosti motorike, je tukaj tako, da v bistvu skoraj da na tedenski bazi spoznavajo tudi tisti, ki že hodijo nekaj let na trening, da je nekaj novega, da se dogaja nekaj novega in pa s tem, ko potem tudi seveda vidijo svojo psihofizično razliko od prihoda in pa seveda do nekega trenutka, je to tisto, kar jim daje navdih in pa tisto, kar nas najbolj veseli, da v bistvu reklama prihaja od ust do ust in zadovoljni uporabniki so tisto, česar smo najbolj veseli. Sicer pa ti opažaš, da tukaj prihajajo tako moški kot tudi ženske, ampak verjetno vsak, ki se odloči za tak trening, zagotovo bo šel v fitness, ne? Sem pa prihajajo verjetno z nekim namenom, z razlogom se odločijo ravno za ta tvoj center. Kaj si želijo oni za telesom, neke spremembe? Jaz malo za šalo, malo za hec, oziroma za res rečem tako, da sem prihajajo točno tisti, ki točno vejo, kaj želijo v življenju od sebe, od pričakovanj in pa seveda sem prepričan, da je predvsem borilni šport pa boks eden izmed športov, ki je v osnovi med športi, vsemi športi, s čemer se velikokrat rad malo pohvalim, da gre za najzahtevnejši šport. To pomeni, da ga zelo težko spoznati, zelo težko je priti nekako do konca, do bistva tega športa in prav to je tisto, da dela tiste uporabnike vedno bolj radovedne, vedno bolj sposobne in pa, kot sem že prej dejal, razvoj celotne, bom rekel, človeške verige, fizične, motorične in pa tisto, da so v boljšem počutju, da lahko na osnovni dnevni bazi boljše funkcionirajo. No, na drugi strani pa imaš tudi takšne, ki se to malo bolj resno, ne bom rekla zdaj profesionalno s tem ukvarjajo, ampak tudi tam pa so treningi malo drugačni, tam pa je že pristop malo drugačen. Ampak da te vprašam na začetku, kaj mora en posameznik imeti, da se ti odločiš, da boš delal z njim treninge na takšni resni bazi? Ja, najprej seveda nekako ločimo že v prihodu, se seveda
zelo, bom rekel, jasno pogovorimo, oziroma je zelo jasno, ali pride na rekreacijo, pa iz rekreacije potem rata mogoče resnost. Ko to preide, potem seveda so tudi pristopi drugačni, kot si že omenila. Rekreacija je rekreacija, se pravi, tam nismo dosledni za pravilno izvedbo udarcev, za pravilno prenos teže, za pravilna gibanja in vse ostalo, kar sledi temu. S tem, ko pri tekmovalcih je pa seveda ta redosled zelo usmerjen, se pravi motorika, pristop in pa nekako tako, da v bistvu tisto, kar se mi zdi, da je malo posebej kot ostale, se mi zdi, da klub kot ko nekako izoblikuje tekmovalce, je potrebno, da izoblikuje tudi osebo. Trener ni več samo trener, tisti, ki drži na štoparico in pa seveda piska in določa neka pravila. Mislim, da je trener predvsem prevzel v zadnjem obdobju veliko funkcijo, da je nekako nek vzgled in da je nek usmerjevalec, da lahko nekoga, ki še ni popolnoma stabilna osebnost, tudi mu s tem pripomore k osebnostni rasti, pa ne zato, ker trenira, da je močnejši, ampak da se izoblikuje, da ima pogled v svet in da, bom rekel, nekako v boksarski svet, seveda mislim, in pa seveda, da se zaveda, da le z trdim delom lahko pričakuje neki rezultat. In samo z nekim pravim, fair in poštenim odnosom lahko tudi potem dobi ta feedback, rezultat. To pomeni, da za tekmovalce pač sledi ta 2 treninga na dan, po urcu in pol, čisto odvisno od perioda treninga. Tehnika, izvodi udarcev so pod drobnogledom in včasih, ne vem, se lahko zgodi, da en mesec treniramo samo en udarec, da je nekako dovršen, dodelan, da ga lahko potem plasira v dvoboj. Se pa zgodi v bistvu vedno višji nivo tekmovalca je, vedno več časa, vedno več znanja zahteva, tako da v bistvu lahko tudi posamezen udarec traja pol leta, 1 leto, morda en korak, ena, bom rekel, motorična slika, ki je povezana udarec s korakom, lahko traja tudi leto dni in podobno, da jo seveda dobiš v podzavest in se pravi to obdobje, ki traja, pove o zahtevnosti športa, pa to ne pomeni, da nekdo ni sposoben dojeti neke informacije v tako kratkem času, ampak enostavno gre za ponavljanje vaj in pa seveda za tudi to, da najprej virtualno si zamisliš vajo in jo potem v praksi izpelješ. To pomeni, da moraš velikokrat iti mentalno sliko v glavi, jo predelati, da jo potem lahko uresničiš v samem ringu. Ja, in to so tiste razlike med rekreacijo in pa tekmovalnostjo. Zdaj, če te prav razumem, napredovanje v boksu je strašno težko, ampak ene predispozicije pa posameznik mora imeti. To opažaš verjetno tudi sam pri delu zdaj, pa tudi ti verjetno si moral nekaj imeti, da je v boksu lažje nekako uspeti pa napredovati. Katere so te? Ja, jaz nekako vlečem sporednice z življenjem. Tudi v življenju ni čisto lahko. Vsak dan nam tudi ni iti za službo oziroma kakršnokoli opravilo, pa ga moramo početi, če hočemo na koncu meseca neko plačilo. Seveda, ko se začneš ukvarjati aktivno z boksom in z idejo, da boš pa tekmoval, je to seveda prestop v neko višjo sfero, ki ni samo pomembno, kaj daješ na treninge, koliko lahko daš. Pomembno je, koliko je želja velika, koliko si pripravljen se odrekati in pa seveda tudi neka stvar, jaz pravim tako, da imamo ogromno talentov, imamo pa veliko manj delavcev in prav slednje, bom rekel, nekako izstopijo iz te mase in pa seveda so v anonimki, ker jih je zelo malo. Jaz bom rekel, da predvsem manjka delavcev, tistih, ki so pripravljeni en udarec trenirati 1 leto, da dosežejo svoj cilj. Tega je predvsem premalo, kajti v današnjem času se stvari dogajajo zelo hitro in seveda veliko jih nima časa oziroma nima potrpežljivosti. Zaradi tega potem prihaja do tako male peščice teh dobrih tekmovalcev in pa izstopajočih tekmovalcev, kajti, ja, kot sem že prej povedal, gre za šport, ki je oziroma najzahtevnejši na svetu. Če se ti spomniš svojih začetkov, je verjetno čas bil drugačen, možnosti so bile drugačne, ampak vseeno, pa če
poznamo mogoče Dejana, ki se je ukvarjal predtem še s kakšnimi drugimi športi, kot naprimer nogomet ali pa kaj podobnega. Kaj te je veselilo v otroštvu? Ja, predvsem nogomet je bil tisti najbolj dostopen, se je na koncu koncev z vsakim balonom, če drugo ni šlo, smo pač pobrali par majčkov in smo igrali s tistim namesto žoge. Seveda, tudi sam sem šel na trening nogometa, ker ga ni bilo, je potem naključje želelo tako, da, oziroma usoda ali kakorkoli, da sem zavil v dvorano, kjer se je dogajal boks in tako sem se spoznal z boksom. Tako sem jaz začel trenirati ta boks. Jaz sem rekel, da znotraj tega boksa pa smo seveda igrali rokomet, nogomet, košarko, vaterpolo, vsega je bilo po nekaj, ker se mi zdi, da ne glede samo na specifiko športa, da v bistvu moraš biti nekako športno široko izobražen, da lahko iz športa v šport doprinašaš, kajti vsak šport ima nekaj tistega, kar v nekem drugem športu na vrhunski ravni sigurno potrebuješ. In prav to je tisti čar, da včasih nekako razbiješ tisto monotonost športa, ki seveda te slej ali prej zasiče. Ampak na začetku, veš, to so takšna otroška leta, ne? To greš za igro, ne razmišljaš resno, boks je nekaj, kar ne mogoče trenira vsak, ne? Kaj ti je takrat rojilo po glavi? Se še spomniš to? Ali te je res tako prevzel ta šport ali si pač ta šport izvajal, ker ti je bil zanimiv? Jaz bom rekel, da sicer sem že govoril o tem, ampak sigurno je me boks prevzel z eno izrazito stvarjo. In seveda to je bila družba. Predtem seveda komorkoli sem rekel, da hodim na boks, so bili, bom rekel, neodobravane iz strani družbe, da so seveda to neki brutalneži, primitivci, v glavnem ljudje, ki imajo potrebo po samo nasilju oziroma nekem pretepanju. Samo osebno sem doživel ravno nasprotno. Najverjetneje ne bi v boksu ostal, če me ne bi pritegnili ti, ki so takrat bili na treningu, bili so prijateljski odnosi, glede na to, da nisem imel dobenega denarja v žepu, da bi lahko šel z njimi na pijačo, sem kljub temu lahko šel na pijačo z njimi, sem bil povabljen in z njimi sem lahko bil eden izmed njih. Ne glede na to, da sem imel slabša oblačila, da nisem imel avtomobila, da nisem imel denarja v žepu, sem lahko bil eden izmed njih in sem dobil pravzaprav besedo. Pri njih lahko smo se zabavali in nikoli nisem dobil tega občutka, da je kdo močnejši od mene zaradi tega, ker ima boljše avtomobile ali boljše hlače ali kaj podobnega. To, bom rekel, izločenje iz družbe nisem nikoli začutil. Še drugo, bom rekel, v nekem obdobju je prišla situacija, ko sem želel oziroma sem že dojemal, da je pač boks nekaj tistega, kar bi pa rad poizkusil nekaj več, da bo pa to morda tisto, kar bo mi pomagalo biti prepoznavnejši, da bi potem lahko dobil neko malo boljšo službo ali nekaj podobnega. Se je zgodilo to, da pač ta neznanec oziroma neznanec, takrat več ni bil neznanec, trener, je v nekem obdobju, ko so se treningi toliko povečali, ko sem imel pač neke določene osebnostne težave, je kar rekel čez noč, ok, greš pa k mene. Kako k tebi? Saj imaš družino, imel je takrat družino, 2 otroka in jaz sem se vselil kar v njihovo hišo, v stanovanje in to je v bistvu kazalo za ta res neki socialni nadnaravni čut. In to je tisto, kar me je vedno pritegnilo, tudi pri vrhunskih, kasneje, danes, ko imam stik s temi vrhunskimi športniki. Jaz nisem spoznal pravzaprav dobenega tekmovalca, ki bi imel zgolj samo eno željo, da bi pokazal na zunaj mišice in da bi se ga morali bati zaradi tega, ker on pač trenira boks. To je tisto, kar me je pritegnilo pri boksu, da niso tisti, ki so mi jih opisovali, ampak da so ljudje z veliko začetnico, da so zelo čutni ljudje in pa da so ljudje, ki so pravzaprav, bom rekel, tudi skozi kariero sem imel spoznavati, da so to ljudje, ki znajo čisto normalno jokati, ki znajo čisto normalno prisluhniti čustvom in pa seveda težavam ljudi, prijateljev in pa seveda tudi ob porazih, ki so in fizično in vidno boleče, znajo to povedati, da jih nekaj boli, da to ni skrivalnic, da to ni fejka in to je tisto, kar me je pritegnilo in dajalo vedno znova tisto neko radovednost. Kje je tu konec oziroma kje je tu najvišji nivo oziroma kdo pa to je.
In prav to me je vedno pritegnilo, tisto nepoznavanje, ampak kljub temu, da nismo vsega poznali, nas je bilo tega malo strah, ampak prav to je bila ta radovednost, ki je potem gnala naprej v uspehe. Skozi vse življenje si se nekako boril, ne? Bi lahko rekli. Ja, dobesedno. Je to tisto, kar je najbolj vplivalo pri tebi, da si vztrajal, da si kljub vsem težavam, vsem preprekam si tako želel v nečem doseči, ker šport je vseeno disciplina. Ja, jaz mislim, da to zapis verjetno že iz otroštva, kajti najverjetneje, če ne bi živel pri tete v rejništvu, če ne bi bilo te kmetije, tega dela, tega življenjskih vzvodov, se pravi, če hočeš nekaj imeti, moraš nekaj dati, tudi internata na drugemu. So to neke stvari, katere so mi sigurno dale, bom rekel, neki zapis, neko stabilnost, neki redosled, neki pogoj, da če pač hočeš nekaj imeti, moraš nekaj dati. To mi je seveda v boksu prišlo, v športu prišlo zelo prav. Ja, na koncu koncev jaz mislim, da pa ne glede na vse skupaj, ja, boks me je zapisal, mi je dal neki ID, kateri pač zdaj me spremlja. Seveda neke osnove sem prinesel, ampak jaz mislim, da ključno oblikovanje in pa seveda, bom rekel, nekako to stabilnost mi pa vsekakor dal šport, druženje v tem športu in ja, pravzaprav jaz lahko rečem tako, da v bistvu, da mi ni nerodno, ja, ta ID zapis mi je dal boks, šport in pa ljudje, v katerem so. Seveda, zdaj, enim je to všeč, drugim ni všeč in to je to. Življenje je takšno, da si to, kar si in, bom rekel, tisto delo, tisto, kar ti daje, bom rekel, večino časa te pač zapiše, oznani in ja, ta ID je tukaj. Resno pot si ti že začel v tem obdobju, ko si postajal državni prvak, ne? Ampak jaz, ko sem malo to gledala, se mi zdi, da ta prehod iz Slovenije v Nemčijo, ta preskok v dosti bolj naporne trenutke, boksarske, ne, v tvojem življenju, tisto pa je bilo ključno. Jaz rečem tako, ne, da če bi marsikdo vedel naprej, kaj ga čaka, kakšna pot ga čaka, najverjetneje marsikatere poti ne bi naredil. Tudi jaz osebno, če bi vedel od začetka, kaj bo me čakalo kasneje, pa seveda sem danes zelo srečen, umirjen, pomirjen, da sem lahko prehodil, da sem imel možnost to vse prehoditi. Seveda nič od tega ni bilo lahko, ampak dokler sem bil v Sloveniji, je pač bila zgolj ena želja, da pač biti neprepoznaven za to, da bi mene pač poznali. Biti prepoznaven zaradi tega, da bi, kot sem že prej omenil, lahko dobil dobro službo, da bi lahko imel morda kakšen boljši pogoj v službi, pri zaposlovanju, kakorkoli. Šele kasneje, ko sem nekako dojel, da pa v bistvu imam občutek, da lahko naredim iz sebe nekaj več in da je to nekje zelo blizu, ampak bi bila največja nesreča, največja škoda, da pa tega ne bi izkoristil, kajti nekako v življenju sem bil vedno ožigosan, da bom pa točno to počel, da bom pa točno to se zgodilo. In sam osebno sem bil vedno nekako ne upornika iz tega, da bom pa jaz pokazal vam, da pa jaz sem lahko drugo, ampak predvsem tega, jaz nikoli nisem navdiha iskal od zunaj. Nisem ga iskal iz svojega egota, ker sem mogel potešiti ego, ampak iz tega, ker sem želel videti, kje je moj osebnostni maksimum. Zavedal sem se potem, da to ne bo šlo samo z osebnostnim, fizikalnim nekim udejstvovanjem, da bo to potrebno še zraven seveda se malo poučiti, izobraziti in potem eno z drugim vzajemno nekako pridobiti in pa iti v smeri tistega svojega maksimuma. Seveda takrat, ko sem šel v Nemčijo, sem začel pravzaprav komaj spoznavati tisti pravi boks. V Nemčiji so bile borba za borbo, ne? Ja, predvsem tistega, kar je bila velika razlika, je bila ta, v začetku je seveda bilo zelo jasno povedano, ne, do sedaj si lahko zmagoval, izgubil, zmagoval, izgubil, gori pa se pravzaprav zaključi, ne vem, do 20. borbe, če pač izgubiš, te ni več z nami. In to je bila tista, bom rekel, ena informacija in pa seveda ena želja in pa potem tudi, bom rekel, na koncu koncev vedel sem, da če so vsi tam, ki so, ne vem, od Kličkov, Mihalčevskih in vseh ostalih, ki so bili v tej družbi, če so vsi ti lahko uspeli in če imam jaz takšno čast, takšno priložnost, da sem lahko zdaj pa z njime, potem bom tudi jaz. In prav to je tisto, kar mi je dajalo, bom rekel, nek motiv, zagon, da
Ne morejo drugi odločati o tem, kaj bo mene uspelo, samo jaz lahko odločim. In tudi, ko bom izgubil, ker to najverjetneje se slej prej v športu zgodi, bom izgubil in bom tudi vstal nazaj. In zaradi tega se ne bo za mene življenje končalo. Pač bo šlo naprej, ko se bo to zgodilo, se bo zgodilo z nekim razlogom, takšnim ali drugačnim. Prav to je tisto, kar me potem, bom rekel, nekako gnalo naprej in mi dalo vedno znova neka nova upanja. In v tem obdobju se tudi po lestvici boksarjev strašno napredoval v zelo kratkem času. Kdaj potem pišel tisti trenutek, moram imeti dobrega trenerja, moram imeti dobre sparring partnerje, lahko vidim, da lahko uspem malo več, naskok na neka svetovna, kot svetovni prvak, title, pase in tako naprej. Kdaj je tisti trenutek prišel, da si videl, ja, tudi to zmorem? Seveda na samem začetku, ko sem po prvem letu nekako ugotovil, da stvari lahko grejo naprej, ko sem se boril z nekaj zelo dobrimi borci, sem ugotovil, da pa ne bo tisto mišljenje, moje mišljenje, da lahko sem 500, 100 na svetu, da bo to zgornja meja, ki se bo mi približal. Ampak sem začel upati na to, da pa se lahko zgodi bistveno več, kajti nekaj zelo dobrih nasprotnikov sem premagal, da nisem rabil konec koncev dati svojega maksimuma in to mi je seveda dalo optimizem in pa upanje, da se bo začelo oziroma, da se pa lahko zgodi nekaj zelo velikega. Seveda za vsako zmago mi je tudi malo samozavest narasla, tisto samozaupanje v pravo smer, v pravi trening, kajti imel sem cel čas dobre trenerje, dobre sparring partnerje, dobrega menedžerja. Torej, trenutek v Afriki, ko veš, da zdaj pa gre za res, da je lahko naslov svetovnega prvaka tvoj, ampak tisti trenutek, vstop v ring, kaj se je takrat spletlo po tvoji glavi? Pravzaprav, v bistvu sem bil zelo, takrat sem pa res bil morda edinkrat v življenju zelo ozko fokusiran. Stvar je bila samo ena, ne glede, kaj bo treba dati, boš dal za zmago in potem, če to tudi moj zadnji trenutek v življenju in pa seveda tisto presenečenje, ki se je zgodilo, ki je pravzaprav bilo presenečenje, da pa res jaz tam stojim in da je to res dvoboj za svetovnega prvaka, ali je to sploh mogoče, ali pravzaprav ni bilo veliko, bom rekel, veliko stvari, o katerih bi razmišljal kot samo zmaga. Kaj narediti, kako se preleviti, kako biti v tistem danem trenutku na pravem mestu, ob pravem trenutku in pa predvsem, da želja še nikoli ni bila tako močna, kot je bila takrat in nikoli potem poslej, čeprav vedno znova nekako najdeš neki nov motiv, ampak predvsem tistega zavedanja, dobil si prvo šanso v življenju in ko se zavedaš, da si v športu, rečemo, da 200 držav na svetu, od tega se ukvarja 198 držav z boksom, pri vsej nekaj milijonski udeležbi, ki se ukvarjajo z boksom in koliko boksov je imelo možnost stati v ringu, se boriti za naslov svetovnega prvaka proti svetovnemu prvaku. Te cifre so nič kaj velike in prav jaz iz ene majhne Slovenije in prav jaz ne iščeš odgovora, ampak zavedaš se tega, da ga je potrebno opravičiti, ker cel svet čaka na to, tako da druge možnosti ne bo in iz tega sem izhajal. Dokler ne padem, dokler se zavedam, da sem živ, treba iti z glavo, seveda zelo vročim, gorečim srcem, trezno glavo, v polni planu oziroma da treba iz runde v rundo dominirati, da bo zmaga, ker če bom to nekje boksal oziroma malo boljše, bom izgubil, to mi je bilo več ali manj jasno. In iz tega, bom rekel, je bila želja tudi morda videna, da je bila želja zgolj ena in edina, samo zmaga. Seveda z fair playom, ker če fair playa ne bi bilo, me tudi zmaga ne bi zanimala. Če pač nekdo boljši je boljši, ampak sam sem si takrat rekel pri sebi, da sem lahko močnejši od bilo česa v tistem trenutku, da vse ostalo potem sploh ni več pomembno. In ti je uspelo? Občutki potem? Ja, pravzaprav so to občutki, ki je zelo težko opisati z besedami, kajti zgodi se ti enostavno, ne vem, spomnim se, ko sem klical domov ženo,
klical sem jo, pa se nisem mogel pogovarjati od sreče, jok, veselje, ampak po drugi strani se pa zjutraj zbudiš in kaj zdaj? Ja, si še vedno srečen, podoživljaš neke stvari, ampak zdaj pa ne veš, kaj to pomeni. In jaz bom rekel, da sem seveda presrečen, da se mi je to zgodilo, tako kot se mi je. In ko sem se zbudil v tej Južni Afriki in seveda isti dan, ko smo šli domov, se potem spominjam, da pa sem se čez nekaj časa, približno slabi 2 leti, se naenkrat zbudim in se zavedam, wow, po eno izmed radijskih postaj, vozim se na enega izmed intervjujev, se vozim in se omenja moje ime. In takrat nisem več bil svetovni prvak, ampak takrat sem se tisto zavestno prebudil, pa sem rekel, nekje sem spal, oziroma kaj se pa je zgodilo v tem času, v teh slabih 2 letih, ki so bile pravzaprav moje najproduktivnejše življenjske, zasebne, športne, poslovne poti. Pravzaprav se je toliko stvari zraven tega zgodilo, da pravzaprav jih nisem niti nekako uspel slediti. In potem sem se zavedal, da so te 2 leti mimo, da je sedaj neko drugo obdobje. Kljub temu bom rekel, da pa ti 2 leti, ki sta pihnili oziroma odšli skoraj da nezavedujoč mimo mene, seveda sem jih živel, podoživljal, živel, ampak kakorkoli je pa to morda tista stran, ki v bistvu vsaka slava, vsako lepo tudi prinese nekaj tistih stvari, ki je seveda treba tudi oddelati. To je prav tako kot, ne vem, ko strmiš k temu, da boš postal nekdo in potem postaneš nekdo in potem je treba to braniti. In tako nekako se je to zgodilo meni. Še enkrat se vračam, ničesar nisem zamudil, ampak enostavno 2 leti tega najproduktivnejšega časa je minilo kot morda v enem tednu obveznosti do družbe, do medijev, do samega sebe, do najbližnjih, do seveda treningov, so tako frekvenčni, da pravzaprav potem pozabiš nekako, oziroma ti nisi več v prvem planu. Zato jaz velikokrat podoživljam uspehe naših športnikov, ko osvojijo medaljo, naprimer zadnji, ne vem, Peter Prevc ali pa Ilka Štuhec in podobno. Nekako, ko vsi imamo tisto, da se zdaj pa kariera oziroma sezona končuje, takrat se komaj delo za te izstopajoče, te prepoznavne osebe, športnike, uspešne ljudi, komaj šele začne. Se pravi, v ozadju je potrebno vse početi, tisto, kar je dovolj dobro samo za najboljše. Dejan, eno je, da ti osvojiš naslov svetovnega prvaka. In ti občutki verjetno so enkratni, nepremerljivi, potem pa je v bistvu tvoje delo, da ubraniš ali pa seveda izgubiš. Zdaj, kakšni so bili občutki takrat, ko si ubranil ta naslov, in kakšni takrat, ko si ga izgubil? Ja, zelo mešani, oziroma ko sem ga osvojil, normalno je to, bom rekel, sreča, ki nisem še našel v tem času besed, katerimi bi lahko opisal to srečo, tisti trenutek, občutek. In potem, ko ga izgubiš na takšen način, kot sem ga izgubil jaz sem, bom rekel, relativno človek, ki se sprijazni v tisti situaciji s tistim, kar je pač nastalo. Izgubiš, življenje gre naprej, nekaj novega se je pojavilo. Pa vendarle, bom rekel, tukaj seveda priostaja tisti grenak priokus, kajti tu pa verjamem, da če bi imel malo boljši tim menedžerjev in pa, bom rekel, tega ožjega tima, bi jaz po vseh pravilih moral dobiti ta pas nazaj, tudi, bom rekel, nesrečen dvakratni udarec z glavo in podobno, ampak ne glede, ta pas je odšel. Po drugi strani je bila to ena taka, bom rekel, ena morda velika usluga za mene. Seveda se bo zdaj v tem trenutku vprašali, a si zmešan, bokser in podobno, pa vendarle, jaz bom rekel, da dimenzije postanejo s časom v nekem športu tako velike, da jih velikokrat ni mogoče več zavestno kontrolirati. Pa ne, da jih ti nočeš kontrolirati, ampak jih začnejo enostavno, bom rekel, nekako neke druge poti, neke druge osebe kontrolirati. To pomeni, kaj mislim s tem? Ja, v Ameriki bi premagal pravzaprav enega najboljših bokserov. Seveda, ja, ni dobena skrivnost, da sem takrat imel v žepi že pravzaprav pogodbo, vkolikor premagam Andra Berta, maksimalno en dvoboj ali pa že takoj naslednji dvoboj bi bil z najboljšim bokserom na zemlji, Floydom Mayweatherom.
To so te dimenzije, katere bi me sigurno obrnile oziroma ne hote, podzavestno, kakorkoli, v neke druge dimenzije. V osnovi seveda bi jaz ostal jaz, najverjetneje bi danes še vedno tukaj stal, ampak morda pa bilo marsikaj vendarle drugače. Ampak ne glede na to, nekako sem našel, rekel sem si sam pri sebi, ok, še enkrat bom dobil šanso, ker vem, kako te stvari grejo v tem športu. Sem prepričan, da bom slej ali prej še dobil enkrat eno šanso, dobro šanso in bom jo takrat izkoristil. Si pa kar nekaj let vztrajal, ne? V bistvu sem imela občutek vedno, da si bil mnenja, da boš prej končal svojo kariero, pa si jo potem skoraj do 40. leta nekako še vlekel, ne? Ja, pravzaprav tukaj spet prihaja do tistega neke virtualne oziroma teorijske zarote oziroma ideje in pa seveda fizične. Jaz bom rekel, da sem skozi vso kariero nekako bil poizkusni zajček in seveda temu sem tudi dorekel takrat, ko sem rekel, da več ne bom. Nekako z leti, relativno pozno sem osvojil naslov svetovnega prvaka. Če bi ga osvojil cirka 3 leta prej, bi bil ta uspeh dolgotrajnejši, vidnejši oziroma bolj močan, kot je seveda bil. Vsak material ima svoj rok trajanja, tudi ljudje, manjše so kategorije, manj let je, bom rekel, možno biti maksimalno produktiven, ampak vendarle, kljub temu, da sem bil nekoliko starejši, sem imel te fizične, kondicijske in pa seveda psihične izkušnje na čisto moji strani. Vendar pa ni bilo tistega najpomembnejšega, kar je v bistvu veliki večini najmanj vidno, ni pa bilo dovolj za boks, za sistem, za strategijo. Nekako vsi, ki spremljajo boks, vsi vidimo, kaj je dobro, kaj je slabo, kje so pomanjkljivosti. In pri meni, bom rekel, da sem bil eden izmed njih, ki sem zelo dobro mašil te pomanjkljivosti boksarske, eksplozivne, kreativne in pa seveda, bom rekel, tudi psihofizika sodeluje oziroma pada in pri meni se je sigurno zgodilo to, da je začela eno z drugim padati z leti, pada eksplozivnost in pa seveda tudi, bom rekel, nisi tako dovzeten za neke mikroorganizme, ki jih nujno potrebuješ za to, da si lahko enakopraven z njimi in potem je seveda razlika, kdo je stabilnejši, kdo je potem izrazitejši in pa seveda kdo lahko plasira. In meni se je zgodilo prav to, da sem bil kar v zrelih letih in seveda nisem mogel več parirati tem mladičom oziroma mladim bokserjem, ki so imeli pred sabo kariero, ki so bili na vrhuncu svojih moči in pa seveda tisto drugo najbolj, bom rekel, izrazito dejstvo. Ti fantje vsi v Ameriki predvsem so imeli pred menoj 6-8 let prednosti zaradi tega, ker so začeli svoje boksarske, motorične, fizične, psihične izkušnje nabirati pri 8 letih. Jaz sem pri 16 letih komaj začel spoznavati boks, ko so oni že imeli po, ne vem, naprimer po 100 amaterskih oziroma olimpijskih dvobojev, takrat sem jaz šele začel tekmovati, se spoznavati z boksom in to je tisti hendikep, ki ga na koncu ob tako visoki kvaliteti, ko odloča o dvema borcoma, kdo je kaj pojedel, kako je kdo prebavil neko stvar, kakšne so bile sanje, kakšen je bil spanec zadnjo noč, tedni nazaj in podobno. Vse te stvari se potem zložijo in na koncu v dvoboju, ko je nekako 1-1, potem pridejo do izraza vse te kvalitete, ki jih predhodno pridobiš in pa jih imaš trenutno. In moja, bom rekel, in predhodni hendikep in pa seveda starostni hendikep je bil dovolj velik, da pač nisem moral biti nikoli kompatibilen oziroma enakovreden z njimi. Razen profesionalni športniki se verjetno nihče drug ne zaveda, koliko pomembno je, kako živiš. Torej od prehrane, beljakovine, ogljikovi hidrati, kaj piješ, kdaj se vstajaš, koliko spiš, vsi ti treningi. Kako je pri tebi to potekalo? Ne vem, kaj si jedel, kaj si pil, kdaj si spal? Ja, jaz bom rekel, da sem tukaj spet eden izmed tistih športnikov, ki, ko sem se pogovarjal z drugimi športniki, ki so bili na visokem nivoju, pa ne v boksu, ampak v ostalih športih, ko sem vedel oziroma dobil informacije, da vedo, kaj bojo pa oni jedli. Bili smo leta 2012, oni so vedeli, kaj bojo jedli 2015 ob 12. So točno imeli informacijo, kaj bo se pri njih jedlo, kaj bo se pri njih pilo in v kakšnem stanju bodo. Jaz do pravzaprav svojega 33. leta nisem okusil
dobenega prehranbenega dodatka. Za mene osebno je bilo po narekovaji, tak seveda, cedevita doping. Funkcioniral sem z lastnim vnosom čisto vsakodnevne prehrane in bil sem mnenja seveda, da je glavno gonilo celega telesa, seveda uravnotežena prehrana in pa seveda tisti drugi največji, bom rekel, indukt našega oziroma organizator in kreator in šef našega telesa, se pravi naše male sive celice. Jaz sem nekako to delal s tem, to, kar sem poznal in pa to, kar sem se prepričal. Funkcioniral sem dobro, rezultati so bili popolnoma identični oziroma boljši od športnikov, ki so uživali razna dopolnila. Jaz nekako sem mnenja tako, da v bistvu to je isto, kot da imaš polni kozarec in bi za ti dolil, da bi imel še malo več. Polnega kozarca ne moreš naliti, lahko ga vidiš na pol, lahko pa ga imaš, ne vem, pol praznega ali pa pol polnega in spet je odvisno, kako vidiš iz tega, kako funkcioniraš. Jaz sem bil mnenja glede na to, da mi nič ne manjka, da se izvrstno počutim, da sem primerljiv z vsemi ostalimi ali pa nad ostalimi, z svojimi fizičnimi, psihičnimi in pa seveda, bom rekel, vsemi ostalimi rezultati, se pravi, potem ne rabim ničesa. Seveda je zdaj tu vprašanje za nutricizem. Ja, lahko bi pa bil še boljši, ampak v drugi odgovor nisem rabil biti boljši. In ko sem opazil, da pa mi regeneracija začela pešati, seveda potem pa sem se poslužil takoj prehrambenih dopolnil, to so razni šejki, minerali, ogljikovi hidrati in podobno. Tako da v bistvu potem sem nekako zelo pozno, spet pri svojih 33, sem se začel posluževati z raznimi prehrambenimi dopolnili, ki pa so seveda bile tudi samo v tistem času, ko sem res aktivno, močno, težko treniral in jaz verjamem, da so pa mi takrat doprinesle boljšo regeneracijo in pa seveda boljšo kvaliteto treninga. Ja, ampak zgolj zaradi tega mislim, da sem bil tam, kjer sem bil. Ampak če tako na kratko primerjaš, konkretno, kakšna hrana ti je takrat ustrezala, ko si res imel treninge pred tekmo ali pa naprimer zdaj, ko v bistvu živiš čisto drugačno življenje? Ja, v bistvu pravzaprav ne vidim neke velike razlike od prehrane takrat in prehrane za sedaj. Zakaj? Zaradi tega, ker sem se skozi vsa ta leta sem se pravzaprav vedno boril z tehnico. Bil sem v kategoriji do 66,7 kg, potem do 69. Osnovno sem imel tam okoli 78-79 kg. Vedno sem šel 10-12 kg, sem vedno variral, brez bilo kakšnih prehrambenih dopolnil, odvajal in česarkoli. In pravzaprav sam sebi in pa seveda, bom rekel, sodeloval sem kar z nekaj nutricisti, ki smo poizkušali priti na neki lažji, boljši, bolj racionalni, bolj idealen način do teh kilogramov, ampak se je vedno zataknilo 2, 3, 4, 5 kilogramov, še je bilo nekako pod nadzorom, potem pa se je začelo skakati, poskakovati, kajti po eni strani sem rabil maksimalno energijo, po drugi strani je sledil maksimalen napor, po tretji strani nisem več smel, niti bil sposoben zaužiti toliko število nekih obrokov in podobno. Tako da sem se skozi ta leta naučil, da jem takrat, ko sem lačen in pa vse naš... Kaj naprimer? Ali je bil to krompir, ali je bilo to zelje, ali je bilo to meso, ali so bile to testenine, zelenjava, skoraj da ob vsakem obroku. Popolnoma vsakodnevno hrano. Bil sem prepričan, da če bom vnašal nekaj novega, nekaj posebnega v obdobje, da bom presenetil svoje telo in iz tega presenečenja moje telo ni znano, mu ni poznano, potem bom naredil še večjo zmešnjavo, kajti moje telo ne bo več funkcioniralo, kot funkcionira, kot to pozna. In zaradi tega sem omejil obrok na mesto 400-500 gramov na 300 ali pa 150 gramov, odvisno od teže, odvisno od priprav. V dvoboj sem vedno šel z praznim, relativno praznim trebuhom, ne preveč vode, kajti to je potem oviralec funkcioniranja in skozi ta čas sem imel to privilegij, da sem lahko svoje telo spoznal v toliki meri, da tudi sedaj, ko sem končal s kariero, nekako živim popolnoma identično, kot sem živel takrat, mogoče tu in tam sedaj naredim večji prekršek, da se pač najem več, kot lahko pojem, ali pa pojem
dvakrat na dan sladico ali pa ne vem, dvakrat na dan meso, to je tisto, kar si lahko zdaj privoščim, ampak po drugi strani pa upoštevam to pravilo, da jem takrat, ko sem lačen in pa jem toliko, kot lahko pojem, ne pa toliko, kot oči vidijo. Druga stran športa je pa doping. Tisto nekaj, k čemer vsak športnik stremi, so odlični rezultati, vrhunski, tisto mogoče, kaj je več, kot organizem zmore. Dejal si v enem intervjuju, da ta sistem kontrole pri bokserjih je eden najstrožjih v športu. Po čem to tako sklepaš? Kje so tiste res stroga pravila? Za mene bi bila pravila zelo jasna. Pravil ne bi smelo biti. Ne bi smelo biti dovoljenega in nedovoljenega. Za mene ne bi smelo biti pripomočkov. Zakaj ne? Zaradi tega ne, ker to potem nisi ti. Seveda, zdaj neke stvari so bistveno manj doprinosne, kot pa seveda govorijo, da so doprinosne. Kaj te upravljati z psihomišljenjem in dejanji ljudi je pač tudi po drugi strani najlažje. Ampak samo osebno rečem tako, da v bistvu, da sem vesel, ja, v boksu je ena najstrožjih doping kontrol Evropi. Amerika je zgodba za sebe, tam, bom rekel, pravzaprav ni rekreativnega športa, ki ne bi imel nekih ali prehrambenih dopolnil ali pa tudi že kakšne druge substance, ampak to so stvari, za katere sem jaz zelo top, sirov. Jaz tega ne vnašam svoje telo zaradi tega, ker spoštujem svoje telo in vem, da funkcionira. Zakaj bi jaz moral dosegati, ne vem, hitrejšo razmišljanje? Zakaj bi jaz moral dosegati, da bi prišel hitreje preteč, če tečem rekreativno, zakaj bi jaz moral hitreje preteč okrog 10 km na stadionu ali kaj podobnega, če tega ne rabim? Zakaj bi jaz moral biti hitrejši? Da odgovarjam sam sebe. Ok, napredujem z popolnoma normalnim vsakodnevom, ne rabim pa zaradi tega niti pripomočkov, niti dopolnil, kaj šele prepovedanih substanc.